vznemirljiva, da ne rečem navdihujoča zgodba se je spletla tukaj v Kungoti. Dijake ste pahnili v kar globoko vodo, da rečem kuharsko. Kuhajo pri Michelinovem šefu. Kako je nastala ta zgodba, ta zanimiv projekt? Ja, to je, dejansko smo se za to odločili, ker je prav, da dijakom, ja, da jih vržemo malo notri, da vidijo drug način dela, da vidijo tudi drug nivo dela. Vemo, da so vsi sicer na praksah, ampak so na različnih praksah in tukaj danes so dijaki, ki res imajo interes in ja, se nam zdi prav, da gredo, če ga imamo že tako blizu, Michelinkota, da pridejo k njemu, ne? Ker se pa tudi pogovarjamo dejansko, da bi na šolo, ker pač ni druge variante, da bi Kavčiča dobili in tako dalje, da jim pokažemo, kako izgleda moderna kulinarika, pa da to občutijo tudi. Pa da dejansko, da so tudi, ki imajo gledalce, ki imajo to, da je to v živo. Tako da, ja. Kakšni časi so danes za gostinske delavce? Marsikaj se je zgodilo v zadnjih mesecih. Gledajte, zdaj, če bomo šli, da se zopet, ko poslušamo zaradi ukrajinske krize, kaj se dogaja, odpovedi v turizmu, odpovedi, to težko rečemo, vendar razmere so se posledično, ker se je v času korone tudi odpuščalo dosti, so se, vsaj na finančno, so se razmere zelo spremenile, ker delovne sile ni, sploh pa delovne sile, katera ima neko znanje. Ker vedno, povem, tam operirajo z Zavodom za poslovanje, 2500-3000 iskalcev zaposlitve iz gostinstva, ampak pa zdaj bo povedal, da tisti študenti, ki delajo v kafičih, ko prijajo na zavod, ko je tako dalje, reče, da so z gostinstva. Tako da dejansko ni takšno stanje. To pa boljše. Gregor, eno čisto rahlo pritajeno nervozo, danes čutim. Pri meni? Ja, in sumim, da je to ta mentorski pritisk. Zanima, kako se kaj znajdeš v tej vlogi. Običajno nimaš tako rosno mladih talentov v sebe. Pa veš, da v bistvu kujemo mlade sodelavce, ne, z upanjem, da bo potem tudi kasneje tukaj ostali, ne, da jih izučimo. Tako da ne, to mi ni tuje, ampak nervoza, ja, v bistvu, ja, veš, kak je to, ko imaš ti ravnatelja gostinske šole, ne, pa tak, ne, to so brbončice našpičene še pa še, ne, tako da bi se nekako pogojno zadovoljni, ne, ja, tu v hiši Denki mi kulinarične mišice kar fejst napenjate, ne, zdaj, koliko pa špara ene mlade, še neoblikovane bodoče šefe, recimo, kako velik izziv ste jim danes pripravili pravzaprav? Glede na to, da so pač povabili iz vseh razredov par dijakov, smo šli lepo čisto na klasične osnove, mogoče se kakšnim takim pritenim twistom, pač da jim zdaj ni bil čisto dolg čas, ne, pa glede časovnice, ne, da pač tudi časovno prije skozi, tako da, glej. Kakšen je scenosled, da rečem, kakšen je program danes, kaj se bo kuhalo? Ne, v bistvu imate tak za predjed so dijaki naredili ene specifične raviole, potem smo podušili mangalico, pa ja, veliko nočno jajce za sledico. Smo že praznični. Glede 2 tedna še ne. Je že tvoje izurjeno oko zaznalo kakšno bodočo zvezdico med talenti? Mislim, da se bo kombi sam peljal v Maribor, tako da ostanemo tu, veš.